Veseli smo, da smo tudi letos lahko v gosteh tukaj v Slovenski kinoteki. Pogovor bo tekel o otrocih, beguncih. Kar četrtina beguncev, ki je vstopila v zadnjih 6 mesecih v Evropo, je namreč prav mladoletnih. Veliko njih je tudi mladoletnih brez spremstva, tako da mislim, da je to prav pereča problematika, kar se je izkazalo tudi prejšnji teden, ko so jim gostoljubje 6 mladoletnim osebam v starosti od 8 do 14 let zavrnili v Kranju, v dijaškem domu. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da govorimo tudi o tej najbolj ranljivi skupini beguncev, ki so trenutno na poti v Evropo in po Evropi. Vabim vas tudi na jutrišnji dogodek na temo akademskih nomadov in seveda na osrednje literarne večere, ki še sledijo jutri s Cesom Notteboomom, nizozemskim literarnim velikanom, v petek z kolumbijskim avtorjem Juanom Gabrielom Vázquezom in v soboto za literarni zaključek fabule na večer z islandskim avtorjem Šionom. Temu pogovoru bo sledila projekcija filma Čakajoč na srečo Sisaka. Po pogovoru bomo naredili 5 minut odmora, potem se bo pa začela projekcija, tako da lahko vmes si tudi pretegnete noge. Zdaj pa vabim tudi na oder nocojšnjo moderatorko večera Marijo Zidar in predstavljam gosti Mirjam Milharčič-Hladnik in Anica Mikuš-Kos. Verjetno bo kaj več o njiju povedala tudi Marija, tako da ji kar prepuščam besedo in vam želim, da uživate nocoj. Hvala za besedo, lep pozdrav obema gostjama. Obe imata izkušnje tako v teoriji kot v praksi s to tematiko. Dr. Anica Mikuš-Kos je posvetila tematiki duševnega zdravja otrok pravzaprav vse svoje življenje, zadnjih 20 let pa intenzivno deluje v različnih programih psihosocialne pomoči. Za njeno kompletno bibliografijo oziroma življenjepis si bi skoraj morala pomagati, toliko je dejavna na tem področju in še vedno pri svojih 81 letu. Še vedno deluje v praksi, jutri odpotuje v Moldavijo, že ne sledim več njenim urnikom, ker je nenehno na poti. Pozdravljam tudi dr. Mirjam Milharčič-Hladnik, izredno profesorico, ki se je s tematiko migracij obsežno ukvarjala v svojem strokovnem delu. Deluje na ZRC SAZU-ju oziroma Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pred kratkim je šla tudi številka 2 domovini, Two Homelands, revije strokovne, ki jo dr. Mirjam Milharčič-Hladnik ureja, in sicer na temo migracij in nadzora. Kot verjetno vsaj nekateri izmed vas veste, pa se je s tematiko Aleksandrink ukvarjala tudi obsežno. Pred kratkim je šla ravno tako monografija, katere urednica je na to temo, in sicer v angleškem jeziku. Tematika Aleksandrink pa, kot vemo, je tudi ena izmed tem, ki se zajeda v jedro slovenskosti na nek način in tudi navezuje na to današnjo tematiko. Najprej eno, bi rekla, mogoče zdravorazumsko vprašanje. Vaju preseneča odziv v Sloveniji na tematiko otrok beguncev? Otroci so vendar tematika, ki nam zbuja veliko sentimentalnosti, veliko čustev. Razumeli bi, da smo odklonilni do odraslih oseb, odraslih migrantov, ki nam lahko jemljejo službe, če parafraziram zdaj te popularne diskurze, ki nas bodo posiljevali na železniških postajah. Ampak otroci so pa vendar sploh za neko tako vsekrščansko državo, kot je Slovenija, naj bi bili zelo občutljiva tematika. In kako si razlagate potem te reakcije? Eno je že omenila Renata danes. Na eni izmed slovenskih osnovnih šol so prav danes sprejeli sklep o tem, da se morajo migranti naučiti slovensko.
prej ne morejo obiskovati šole. Odkot te reakcije pravzaprav za to najbolj ranljivo skupino? Že kar deluje. Ja. Veste, jaz sem po poklicu psihiater in ne bi veliko vedela o ljudeh, ampak zelo pošteno vam povem, ne vem. Ne razumem in ne vem. Mi imamo danes nevroznanost, ki vam lahko v barvah pokaže, kaj se v možganih dogaja, ko si dober, pa ko si slab. Imamo psihološke razlage, imamo sociološke razlage, imamo teorijo strahu, v katero tudi jaz popolnoma ne verjamem, ker dvomim, da bi gospod Grims ali pa drugi gospodje se strinjali s tem, da govorijo in propagirajo to, kar propagirajo, ker je njih osebno strah. Tako da resnično ne vem, je pa to seveda nekaj pa je gotovo, ne, da je to neka, kako bi imenovali to histerija, neko stanje duha, kjer ljudje izgubijo stik z realnostjo, ampak dobesedno izgubijo stik z realnostjo, izgubijo stik z svojimi vrednotami, krščanskimi vrednotami, ker večina teh ljudi so le kristjani, krščani in zaplavajo v nek svet, kjer sovražnost zadobi neko funkcionalno avtonomijo in sama na sebi deluje. Skratka, tako kot neko psihotično stanje v nekem smislu, dobesedno, ko izgubiš kontakt z realnostjo. Jaz mislim, da razumem na svoj način. Ne vidim, kako bi lahko bilo drugače. Če 6 mesecev poslušamo politiko in tiste medije, ki so drobile politike, kako vsakodnevno 24 ur na dan intenzivno sejejo strah in grozo, nas strašijo dobesedno z moralno paniko, torej s tistim najbolj primitivnim v človeku, ko so tisti drugi tako grozno naslikani kot ogrožujoče zlo, da se ne samo postavimo v bran zase, ampak se imamo v tem celo za moralno vzvišene. Torej, kar je naredila slovenska politika v zadnjih 6 mesecih, če to podložimo z vsem antimuslimanskim, protiterorističnim pogromaštvom po 11. septembru 2001, torej 15 let, potem res ne vem, kako bi lahko bilo drugače. Kar se pa tiče krščanstva, bi samo opozorila, da je krščanstvo poleg ljubezni tudi strašno sovraštvo, o čemer mislim, da imamo 2000 let dolgo zgodovino, ki o tem priča. Ne samo sovraštva proti drugemu, proti tistemu res drugemu z velikim D-jem, ampak navsezadnje tudi znotraj nas. Tako da bi mogoče toliko za začetek. Bi se morali z ateizmom boriti proti krščanskim vrednotam, ali kako? S humanizmom. Doktor Mikuš Kosova, v uvodu nisem omenila, da imate tudi sami izkušnjo iz vojne. Ko se je odvijala druga svetovna vojna, ste bili otrok, verjetno se je tudi iz tega razvilo vaše delo. Kako gledate na te nedavne dogodke z osebne, intimne perspektive, preden gremo na vaše profesionalno delo? Še posebej, kar se tiče otrok, beguncev. Ja, kako gledam? Veste, lahko rečem, da sem zgrožena, ampak najbolj ustreza mojemu stanju duha, da rečem, da mi je hudo. Resnično mi je hudo, čisto preprosto človeško. In sem napisala nekaj, kar bo išlo v sobotni prilogi. Ob tem, kar se dogaja, sem se spomnila na svoje otroštvo. Če dovolite, bi povedala, ker se mi zdi zelo ilustrativno. Ko sem jaz bila stara med 7 in 8 let, smo odšli starši v partizane. Moja 2 starša in jaz kot otrok. Eden od razlogov je bil tudi ta, da je bila moja mati Židinja in takrat se je nekaj spremenilo v tej legislativi nacistični in te ni več ščitilo, da si bila poročena s katolikom, ker oče je bil Slovenec katolik, mati je bila pa Hrvatica Židinja. No, in smo šli v partizane in smo živeli v Slavoniji.
v vasi Orahovica in so bile ofenzive in so bili napadi na vas in takrat in mene so starši pustili pri kmetu, pri katerem smo stanovali. To je bil en bogat kmet, ne vem, v sovjetskih časih bi rekli kulak. No in ta človek ni bil preveč navdušen za partizane in je veljal je rek banda bandu bije, seljaka oba dvije, kar je pomenilo, da je vsaka vojska jemala kmetu in živino in hrano in pač kmetje so imeli rezervo do katerekoli vojske. No in tako je bilo tudi s tem mojim kmetom. Ampak ta kmet je mene obdržal, ko so bile ofenzive, ko so bili napadi, starši so odšli z brigadami v gozdove. Jaz sem pa ostala na osvobojenem ozemlju in je me Nemcem predstavil kot člana družine. No in o tem sem razmišljala, pravzaprav človek, ki ni bil navdušen, ne more se reči iz ideoloških razlogov me imel tam, ampak čisto preprosto iz nekih moralnih razlogov, tudi zelo verni ljudje so bili. Se spomnim, v kleti smo molili, kako so ženske molile na glas rožni venec, ja, kako je bilo bombardiranje. In me je imel tam in je bilo razumljivo, da sem tam. In je bilo res prav interesantno. Moj oče je potem odšel v Kongo in potem, ko je prišel nazaj, je prinesel, Kongo je dežela diamantov, je prinesel nekaj diamantkov in je rekel, grem k temu kmetu, da se mu bom oddolžil, ne. In kmet je rekel, veste, vse to ni bilo nič posebnega, to je človeška dolžnost bila. No in da nekako to pozabimo, se mi zdi kar hudo. In potem je še ena zgodba, potem bom nehala, ampak tudi razmišljam zdaj veliko o tem, včasih smo zelo veliko brali Branka Čopiča in Branko Čopič ima eno zelo lepo, kratko novelo, zgodbo, v kateri je vas beži pred Nemci, pred nemško ofenzivo, vdorom v vas. In en kmet je na vozu in na vozu ima svoje starce, svoje otroke in hrano in tisti voz je preobložen, preobtežen in tam vidi enega malčka, ki komaj hodi in se spomni, kako je v neki drugi vojni, prejšnji vojni, to je v prvi svetovni vojni, kako je on kot malček hodil in komaj hodil in ga je en kmet vzel na enako preobložen in preobtežen voz, ampak ga je dal na voz. In potem, ko pride ta spomin nazaj, vzame tega fantka in ga doda temu vozu, ki se tako že komaj premika. No, to hočem reči, da ne vem, kaj se je zgodilo, da je ta človečnost izginila. Se vama tudi zdi, da je odziv danes na to begunsko krizo oziroma migracijsko krizo kakorkoli drugačen, kot je bil recimo v času balkanske krize in begunskega vala, ki je bil po vojnah na Balkanu? In zakaj je tako, če je tako? Lahko jaz samo v drugi svetovni vojni še prej nekaj dodam, absolutno. Potem pa gremo na to, na 90-ta. Samo zato, ker smo ravnokar izdali knjigo na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Otroci in migracijska izkušnja in tam je Damir Josipovič, eden od avtorjev, mal sešel statistiko. Med drugo svetovno vojno se ocenjuje, da je bilo iz slovenskega etničnega ozemlja v celem obdobju pregnanih in izgnanih 100.000 ljudi. Lahko si predstavljate, koliko je bilo med njimi otrok. Nekateri se niso vrnili, večina se je. V tej ogromni številki so vsi pregnanci. Tisti, ki so bili pregnani v Srbijo, na Hrvaško, v nemška delovna taborišča, na kmetije in tako naprej, iz Primorske. To je ogromna številka. In to ni tako zelo dolgo nazaj. Komaj smo praznovali 70-letnico konca druge svetovne vojne. Ampak če gremo na to, kar ste vi vprašali, zadnji slovenski pregnanci ali begunci oziroma ljudje s slovenskega porekla, recimo,
ali pa s slovenskim ozadjem, so bili 1992 pregnani, izgnani oziroma evakuirani iz Sarajeva. Torej, ta izkušnja je še bolj sveža, še bolj, bomo rekli, znana ljudem. Bilo je 313 približno ljudi v 2 konvojih, najmlajši je imel 6 mesecev. In na to bi pol navezala svoj odgovor, kako je bilo v 90-ih letih, ko se, mislim, da tudi večina prisotnih lahko še spomne hrvaških in bosanskih beguncev. Danes veljata 2 interpretaciji, ena, kako lepo smo jih sprejeli, in druga, in to je moja tudi, kako slabo smo jih sprejeli. Tako da mi imamo bogato zgodovino, zares zelo bogato izkušnjo, zgodovinsko, kako so nas preganjali, izganjali, kako smo se selili. Ampak mogoče malo manj bogato izkušnjo, kako smo sprejemali ljudi, kako smo jim dajali zatočišče. In teh 313, ki so bili Slovenci, z njimi se je tudi slabo ravnalo, evakuirani so bili, ampak če berete potem njihova pričevanja, slabo je bilo za njih poskrbljeno. Midve sva sedeli leta 1991 v slovenskem parlamentu, skupaj z doktorjem Ljubom Bavconom, takratnim predsednikom Milanom Kučanom, predsednikom parlamenta Jožefom Školčem. Takole smo sedeli v parlamentu, ki je bil nabito poln, in smo se pogovarjali, kako bomo sprejeli begunce humano, v skladu z vsemi mednarodnimi zakoni, ki to urejajo, in deklaracijami. Obrnilo se je pa drugače. Jaz se tega tako živo spomnim, kako se je v enem trenutku, ne vem zakaj, ampak 92. je bilo že drugače. Mi smo begunce dali v opuščene vojašnice, jim zelo zagrenili življenje z prepovedanimi izhodi z dovolilnicami in z nekimi vsakodnevnimi krutostmi, ki so bile popolnoma nepotrebne. In če bomo samo še zadnji stavek, večina jih je odšla. V Sloveniji je beguncev tiste strašne 70 000, 35 000, kot je bilo seveda realno, bilo jih je približno 35 000, ko jih je bilo največ, od njih jih je ostalo v Sloveniji zelo malo, na koncu mogoče 2000. Kam so odšli? Večinoma v Nemčijo. Zakaj? Zakaj pa ne? Tako da bi se tukaj prav cinično lahko reklo, da se zgodovina ponavlja. Poskrbeli smo za njih slabo. 10 let niso imeli pravice do dela. Tista peščica, ki je ostala. Do ustavnega sodišča je morala iti pobuda nekaterih aktivistov in občanov in, da ne rečem, aktivnih državljanov, ki so to spravili tako daleč, da so dobili pravico do dela. Tako da ne, nimamo nobene izkušnje sprejemanja ljudi na human način. Skratka, ta reakcija nas v resnici ne bi smela presenečati. Doktor Mikuš Kosova, vi ste oseba, ki je izjemno usmerjena v rezultate. Sicer za formativno otroško obdobje vemo, da zna biti odločujoče za človekovo pot, ampak vi kljub temu, da številni teh otrok doživijo travme, od tega ne dvigujete roke. Tudi v času te begunske krize na Balkanu, ki sem jo omenila, ste bili, to lahko kar deklarativno rečemo, ena redkih, če ne edina oseba, ki je v tistem času vodila res učinkovite programe psihosocialne pomoči in razvili ste tudi model, ki je učinkovit v praksi, kljub temu, da se morda na videz stvari zdijo fatalistične, usodne za otroke, ki doživijo strašne izgube in travme. Tako da bi vas vprašala iz prakse, morda če se navežete najprej še na odgovor dr. Milharčič Hladnikove za preteklo obdobje in primerjave z danes. Ja,
A veste, vse diskurs je bil podoben. Jaz se tako spomnim, to je bilo tudi v parlamentu, ko je nekdo zavpil, posiljevali bodo naše hčere, žene in matere, to se pravi vse 3 generacije. Ne? In to slišimo danes tudi, to trostopensko posiljevanje. V Logatcu so izjavljali, a ne veste, koliko Slovenk so že posilili. In to potem ljudje verjamejo. Tako da, čeprav jaz ne vem, a veste, jaz imam pa le nekako boljšo predstavo o Slovencih in se mi zdi, da pod to izraženo sovražnostjo, strahom, ne vem, čem, ksenofobijo, pravzaprav le obstaja neko socialno tkivo, ki je bolj človeško, ki sprejema ljudi, ki pomaga. Ljudje, ki to čisto potihem naredijo, ne v sklopu NGO-jev, nevladnih organizacij, tudi ne govorijo glasno o tem, ampak čisto potihem nekaj naredijo, tudi stanovanja so dali ljudem, vse ni bilo pogosto. Ampak te drobne stvari pa so se vendarle dogajale. No, ampak kakorkoli, in takrat je bilo in dobro in zlo, ampak tako hudo kot danes pa res ni bilo. Zdaj pa seveda, mi moramo vedeti, da to ni izoliran pojav, namenjen samo zoper begunce. To, kar se danes dogaja, je eno presečišče teh ideoloških nasprotij, teh profašističnih tendenc, ki se pojavljajo ne samo v Sloveniji, tudi v zahodnji Evropi. In ti begunci so pač en tak zelo primeren predmet, objekt, ob katerih se to nekako utelesi, dobi neko konkretno in oprijemljivo obliko. Zdaj, kar zadeva otroke. A veste, otroci so tu zelo dragoceni, namreč zdaj ne govorim sentimentalno, zdaj pustimo sentimentalnost. Namreč na otroke je najbolj možno vplivati pozitivno, ker so fleksibilni, ker običajno so vpeti v neke strukture, to je struktura šole, dobro, zdaj smo slišali, da ne bojo smeli v šolo, zdaj bo to odpadlo, ampak normalno so pa ti otroci, begunci vendarle ujeti v neke strukture, ki normalizirajo njihovo življenje, so v privilegiranem položaju, odrasli ne smejo delati, kot so rekli Bosanci, dan gubijo, cel dan zgubijo, nič ne naredijo, otroci pa imajo neke organizirane dejavnosti, in to bistveno spremeni stvar. Otrok ohrani svojo socialno vlogo, on je dijak, on je učenec, hodi v šolo. Dobro, kot rečeno, ne vem zdaj, kakšno grozo bomo izumili, ampak normalno je pač tako, tudi v begunskih centrih so šole in tudi v Sloveniji so bile za Bosance šole. In v okviru teh struktur je za otroke možno marsikaj narediti. To je ena stvar, ne, druga stvar je pa ta, da otroci so res ranljivi, ampak tudi imajo zelo veliko nekih sil, ki jim pomagajo k psihičnemu okrevanju, k psihični odpornosti. Danes je to zelo modern termin, rezilientnost, o tem se ogromno govori. Namreč, ena napaka, ki jo mi pogosto delamo, mi zlasti strokovnjaki, je to, da porivamo te ljudi in te otroke v vlogo nemočnih žrtev. Veste, to ni čisto tako, njim se grozne stvari dogajajo, ampak če bi res vsi ljudje, vsi otroci, ki so doživeli vojne in hude stvari, bili dokončno prizadeti zaradi tega, potem jaz vedno rečem, se vprašam, če ste že slišali, ampak da moja generacija bi morala biti, v moji generaciji bi moralo biti mnogo več, ne vem, psihiatričnih bolnikov, samomorilcev, pijancev in tako naprej, kot v generaciji mojih otrok, ki se jim na tem svetu nekaj hudega zgodilo. Ampak ni tako, nobena epidemiološka raziskava ne pokaže na to. To pomeni, da imajo ljudje neke moči, notranje in zunanje moči, ki pomagajo, da obvladaš. To ne pomeni, da ne boli, ampak pomeni, da ne bojo vsi nori, ki so to doživeli. In zdaj se mi zdi silno pomembno, da na nek način krepimo te varovalne dejavnike, ki omogočajo otrokom, da bodo obvladali to in da bodo iz tega prišli zdravi. No in ko se sprašujemo, kaj to je, veste, to je šola, to je druženje, to so te čisto preproste stvari, to niso psihologi in psihiatri. Bi se rada na to navezala, ker sem že pri
prvem vprašanju spustila nekaj najpomembnejšega, kar vedno povem, in to je, da mi ne moramo posploševati in ne smemo. In imamo tudi dokaze za to. V Kranju je 20 staršev prišlo res protestirati proti temu. Čudno, da je ta ravnateljica sploh preživela, jaz si predstavljam, kako so jo prišli napast. Tistih 24 profesorjev je pač iz ene gimnazije, ampak ta druga gimnazija se je takoj ne samo ogradila od tega, ampak povedala, kaj so oni naredili do zdaj v tako kratkem sporočilu, ampak zelo pomembnem sporočilu, a ne, da pač oni na svoji gimnaziji popolnoma drugače reagirajo in so tudi takoj profesori slovenskega jezika ponudili brezplačne ure, če bi bilo potrebno in tako naprej. Ne. Za Logatec ne vemo, ampak tam niso verjetno čisto vsi prepričani, da je sklep občinskega sveta, ki je bil danes sprejet, da v redu naj namestijo begunske družine, ampak varovali jih bodo varnostniki noter, policaji zunaj, otroci bojo pa lahko šli v vrtec in v šolo, ko se bojo naučili slovensko. Ne moremo reči, da verjetno vsi Logatčani tako mislijo, kot niso bili vsi Šenčurčani na tistih traktorjih. Ne? In mi smo na inštitutu naredili pred leti eno raziskavo v zvezi z integracijo otrok, migrantov v slovenskem šolskem sistemu in smo šli zavestno proti jamranju in proti kazanju s prstom, kaj vse narobe, kje je zakonodaja prešibka, kjer se ne izvaja in tako naprej, ampak smo šli pogledati primere dobrih praks. In meni je ta raziskava, to, da smo šli na teren, da smo šli v 6 regij, pokazala Slovenijo v popolnoma drugačni luči. In se popolnoma strinjam z vami, da je tukaj socialno tkivo, da je tukaj ogromno ljudi, ki bi pomagali. Tisto, kar sem na začetku rekla, je pač bilo vezano na ta prevladujoč diskurs, ki ga diktirajo, kot pravim, pač politika in medijska trobila. Ne vsi mediji, daleč od tega, ne vsi novinari, daleč od tega. Ne? In je čist res, da je pozornost tem dobrim praksam posvečena zelo redko. Tega ni na televiziji, to ni zanimivo. Zanimivo je tisto najslabše, kar lahko pokažemo in proizvedemo. Drugo pa ne, nihče ne gre, ne vem, v osnovno šolo Idrija, kar mi je kolegica Marjanca pravkar povedala, ker je bila tam. Čudovit program imajo, sami so si ga zmislili, nihče jim ni ukazal, noben minister ni prišel tja, sami so ga izoblikovali. Osnovna šola Koper, ma neverjetno, neverjetno. In še bi lahko naštevala. Torej, primeri dobrih praks, ki so v Sloveniji glede integracije otrok migrantov. Ampak mi lahko te otroci migrantov samo nadomestimo z otroci begunci, je isto, ni nobene razlike. Seveda so mogoče travmatične izkušnje, ampak točno tako, kot ste vi rekli. Če dela šola na sprejetosti, na sprejemanju, če dela na tem, da se dobro počutijo, potem bodo otroci te travme v socialnem okolju preko nekega pač vsakodnevnega življenja, ki tudi ni enostaven, če ne znaš jezika in tako naprej in tako nazaj, ampak otroci so pač akterji tega procesa, ne? Tako kot so seveda tudi odrasli, begunci in migranti, akterji tega procesa, ne pa pasivne žrtve. In to je druga nevarnost, da mi od tega, da jih ne maramo in da jih zasramujemo in da jih blatimo, da se spremenimo v tiste, ki jih zagovarjamo kot uboge, pasivne, nemočne, zatraumatizirane žrtve. To vi veliko bolje veste od mene, ker ste pač toliko na terenu, ampak to preprosto ni res. Ti ljudje so preprosto in otroci tudi zelo sposobni strategiji ne preživetja v vojni, vsakodnevnega preživetja, prilagajanja, učenja jezikov in tako naprej. In v Sloveniji je veliko izkušenj, kako integrirati, prav tako kot je seveda tudi veliko rasizma.
No, nas ti primeri dobre prakse zanimajo, tudi v upanju, da je morda tu kdo, kak predstavnik medijev, ki bo te primere povzel. Dr. Mikuš Kosova, delovali ste praktično po celem svetu, od Severnega Kavkaza do zdaj aktualnih kriznih žarišč, bili ste tudi v Siriji. Zakaj, najprej to vprašanje, zakaj je šola tako pomembna in kako je mogoče, da igra tako pomembno vlogo v življenju otroka, čeprav se ta otrok recimo vrača domov k staršem, k zatraumatiziranemu očetu, mami, ki je bila recimo dejansko posiljena, izgubili so družino. Kakšno vlogo lahko odigra šola v pozitivnem smislu? Večkratno, prvič šola je služba. Mislim, otrok je, tako kot sem rekla, on je izgubil svoj socialni status. Gospodinja je izgubila svoj socialni status, ker nima kje gospodinjiti, moški je izgubil, ker nima dela, oni samo postopajo tam po azilnih centrih ali begunskih centrih. Otrok ima šolo, pa preživi, ne vem, 3-4 ure v tej šoli, dobi domačo nalogo, ima nek strukturiran čas, to je pravzaprav neke vrste normalizacija. In to je zelo, zelo pomembno za otroka. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da šola daje neke nove vsebine. Ne govori se samo o tem, kaj se dogaja, recimo, če se na Bosance vrnemo, katero vas so zažgali in koga so ubili, ampak je to pravzaprav nek nov miselni prostor, nek nov horizont, neka usmerjenost naprej. Moram za jutri narediti nalogo, mogoče bom jutri vprašan, moram dokončati šolsko leto. Mislim, to je popolnoma drugačna življenjska pozicija in zato se mi zdi tako pomembno, kakršnakoli šola je to, ali pod drevesom, ali pod šotorom, ali arabska šola, ali slovenska šola, ampak da je neka šola, ki je delovno mesto otroka, ki daje otroku posebno socialno vlogo in ki mu strukturira življenje. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da imajo učitelji zelo veliko možnosti pomagati otrokom. A veste, v teh masovnih travmatskih situacijah velikokrat ta prva, ki naj bi pomagala otroku, stiske vedno družina. Samo v teh okoliščinah je pa pogosto tako, da družina odpove očeta, niso ga ubili, mama je depresivna, nima moči pomagati ali pa se bori z eksistencialnimi problemi. Skratka, tu se ta podporna moč družine zmanjša. Ko bi otrok najbolj rabil, se zmanjša, ker so tudi starši prizadeti, ali pa jih sploh ni, recimo. No, in zato je zelo važno vpeljati v otrokovo življenje nekega drugega podpornika, zaščitnika. In seveda, če otrok hodi v šolo, je to normalno, tisti oseba, s katerimi otrok je učitelj. In to je interesantno, včasih smo rekli, traumatizirani ljudje ne morejo drugim pomagati. Sploh smo imeli neke take strašne floskule. Otroku ne moremo pomagati, če staršev ni. Prišli so zelo učeni kolegi iz Nizozemske in so rekli, pogoj, da pomagaš otroku, je, da delaš s starši. Pa smo rekli, dragi kolegi, ampak ti otroci so brez staršev, a zdaj ne jih pustimo. No in skratka, tudi se je pokazalo, da tudi učitelji, takrat so bili bosanski učitelji, in to zato govorim, ker se mi zdi, da tudi tukaj bi bilo treba čim bolj aktivirati te ljudi, ki so prišli z otroki, da bi jim pomagali. Takrat so bosanski učitelji delovali v bosanskih šolah, mi smo delali s temi učiteljimi, psihologi in tako naprej, pomagali smo jim predelovati njihove lastne travme, ker ti so imeli enake probleme kot otroci, ampak smo jim pomagali, motivirali smo jih, poskušali smo jih okrepiti, empowerment je taka modna beseda, ampak je res to pomembno, da so se znašli v vlogi pomočnikov, da so pomagali otrokom, kar je tudi njim pomagalo, ker tudi oni so bili iz te vloge nemočne žrtve, zdaj dvignjeni na vlogo nekoga, ki pomaga nekomu. In je to zelo, zelo dobro delovalo v korist in učiteljev in v korist otrok. Skratka, to hočem povedati, da se mi zdi, da je strukturo, to šolsko je treba vzpostaviti čim prej in v to strukturo vključiti tudi čim več njihovih ljudi, zlasti, ker tu je pa še jezik mnogo večji problem, ne?
ki lahko tem otrokom pomagajo in s tem tudi sebi pomagajo. Se lahko na to naveže. Ena izkušnja, ki je natančno opisana tudi v knjigi Rozine Švent, Slovenski begunci v Avstriji 1945-1947. Po drugi svetovni vojni je več kot 7000 ljudi, v glavnem družin, kot veste, odšlo iz Slovenije, pobegano iz Slovenije in so bili ustavljeni pač na avstrijskem Koroškem, kjer so se ustanovila za njih taborišča. Tam so najprej poskrbeli za to, da so ustanovili šolski sistem znotraj taborišča, od osnovne šole do gimnazije. In to, ker je bilo med njimi kar nekaj intelektualcev in profesorjev, to je bil čisto zaresen šolski sistem v pogojih, kot si lahko predstavljate, leta 1945 na avstrijskem Koroškem. Skratka, tiste pošastne razmere, ampak to so ustanovili in to je tudi teklo, tako spričevali ured 2-3 leta, potem so pač večina, kot veste, šla v Argentino, nekateri pač v Ameriko, Kanado in tako naprej. To je zanimivo in fascinantno branje, če boste kdaj hoteli vzeti to knjigo v roke. Kar se tiče naših šolskih izkušenj v Sloveniji, so, kot sem prej rekla, zelo raznovrstne in zelo bogate. In če grem v Kranj, tako kot imamo tam 2 gimnaziji in ena se je 24 učiteljev, profesorjev podpisalo pod pač protestno pismo, da bi tam nastanili otroke, tako je tudi pri 2 osnovnih šolah, to je pač bilo takrat, ko smo mi delali raziskavo pred par leti. Ena šola je veljala za šolo, ki je izredno odklonilna do otrok migrantov, in druga šola, na kateri smo mi delali, je bila izredno vključujoča. In to pomeni to, kar ste vi rekli, na ravni samega vodstva, ki je vedno izjemno pomembno, zato ker določa atmosfero v šoli, ker ne glede na to, kakšne so etične in profesionalne zahteve profesorjev in učiteljev, in te seveda so take, da morajo otroke sprejeti, da morajo biti razumevajoči do različnosti in tako naprej. To vsi zakoni pač od njih zahtevajo. Ampak ne glede na to, pač vodstvo lahko izjemno z vzgledom in zahtevami ali priporočili vpliva na to, kako se večina učiteljev obrne. In mi smo tam videli in doživeli res take zelo preproste opise, kako je otrok migrant sprejet v en konkreten razred, ki ga učiteljica sploh ne pozna, ki mogoče pride celo med šolskim letom. In ta konkretna učiteljica je rekla, jaz ga najprej posadim zraven sebe. Takole. A ne? Torej ne, to je naš nov učenec, ne se predstavi, se je jasno, da ne bo mogel odpreti niti usta. Ne, ona ga tako posede, da je bližina, da se sprosti in je rekla, in tako gre naprej. Jaz vzamem listke pa napišem, miza, plastenka, kozarec. Neopazno. Mislim, to so tako izjemne malenkosti, ki tako absolutno nič ne stanejo, ampak res nič, ki ogromno pomenijo zato, ker pomenijo sprejetost. Bližino, ne? In ki se tega, težko se je naučiti jezika, to so potrebne potem ure, dodatne ure, to stane, to bi gospod Gorenjak znal že vse zračunati, ali kdo je že taki zdaj računa, nedvomno, ne? Ampak ker jezik ni samo slovnica in besednjak, ampak je odnos, a ne, zato lahko včasih govorimo, včasih pa ne moremo, a ne? Še v svojem lastnem jeziku zablokiramo, zato ker je pač to stvar, kako se počutimo in kako smo sprejeti. Seveda v takih okoliščinah otroci zelo hitro lahko spregovorijo. In mi imamo to zelo lepo tudi urejeno, mislim lepo, lahko bi bilo lepše, ampak obstaja 2-letni
prilagojeni program ocenjevalni za vse otroke migrantov, kjer se sprosti neka prisila, te testi, te ocene, to, da padeš, to, da si izguba, to, da si loser, skratka vse to, kar dela naša šola, kot vemo, že osnovna šola, zelo intenzivno, da niti ne govorimo o srednji šoli, ne. Ampak jezika pač se lahko naučijo otroci ali pa v tam takem sproščenem in inkluzivnem okolju in ogromno se lahko naredi, kot pravim, popolnoma brez denarja. Tako smo mi opazili na različnih osnovnih šolah, delavskih univerzah, srednjih šolah po Sloveniji. Je pa res, in to je najnovejša zgodba iz Maribora, kjer društvo Odnos dela z tistimi parimi, ki so v Sloveniji dobili status mednarodne zaščite. Kot veste, Slovenija to zelo skopo odmerja. Nekaj jih je v Mariboru in oni imajo projekt, da z njimi delajo. In pomaga, pač nekateri hodijo v šolo, treba je urejati dokumente in tako. Največje težave so z namestitvijo, ne zato, ker ne bi imeli denarja, ljudje pač pod mednarodno zaščito ali azilanti po domače, ampak zato, ker jim nočejo oddati stanovanja. To so ljudje iz Afrike, nekateri iz Afganistana in tako naprej. Je pa tudi tako, da je v eni osnovni šoli bilo tako nasprotovanje kolektiva, ne celega, sem prepričana, da ne celega, ampak določenega učitelja proti njim, da sploh niso mogli nič narediti. Torej, ja, je oboje v Sloveniji. Meni se zdi, spet, še enkrat bom ponovila, ključno vprašanje. Zakaj ne posvečamo pozornosti tudi tistemu nespektakularnemu, vsakodnevnemu trudu tako številnih ljudi, ki na različnih področjih delajo za inkluzivno Slovenijo? Doktor Mikuš Kosova, vi že vrsto let delujete na tak način v različnih kulturah tudi. Mogoče nadaljujemo s temi izkušnjami iz prakse, tudi kako in na kakšen način lokalno okolje vpliva, na kakšne izkušnje naletite, kaj so recimo skupne točke pri vašem delu in kje lokalna skupnost oziroma kultura sama da nek pečat pri vašem delu. Ja, a veste ti... Morda, če opišete tudi, na kakšen način v bistvu izvajate te programe v šolah z učitelji. Najprej bi o teh skupnostih, ki se razlikujejo od naših skupnosti. A veste, v naši, mislim, slovenska, zahodnoevropska in tako naprej, se vse vrti okoli tebe samega. To je egocentrično, egoistično. Mi govorimo o samopodobi, samozavesti, samokontroli, ne vem, vse na samo. In to je jaz sama, ne? In nisem bila v Siriji, ampak na sirsko-turški meji sem delala in so bile neke krasne psihologinje iz Turčije, ki so se šolale na Zahodu in so prišle s temi samoteorijami, ne? Na kar je ena sirska ženska, ki ni bila noben psiholog, niti učiteljica, čisto preprosto gospodinja je bila in je rekla, ampak poslušajte, to niso naše vrednote. Pri nas ni tako pomembno, da si samo ti samozavesten, da misliš najlepše, da imaš najlepšo samopodobo in tako naprej. Pri nas je pomembno, da si povezan s skupnostjo, da si sprejet v skupnosti, da čutiš, da si del skupnosti. To je velika razlika in veste, to je ena velika prednost mimogrede njihova, ker ta naša samozaverovanost, ne vem, če je kaj posebej koristna. To je ena stvar. In seveda ti ne moreš priti s temi kulturnimi vzorci tja, kjer gre za neke druge vrednote. Drugače pa, kako delamo na teh programih? Prva ideja je ta, oziroma prva ugotovitev je ta, da pravzaprav psihologi, psihiatri so ob teh masovnih nesrečah zelo malo pomembni. Namreč iz različnih razlogov. Prvič jih je tako malo in ljudje so tako nezainteresirani za njihovo pomoč,
da je to kaplja v morje. Mislim, to nima pravzaprav nobenih učinkov, takih masovnih učinkov. Mi govorimo o kritični masi, ker če hočeš na nek način pomagati neki skupnosti, moraš kritično maso, ne vem, učiteljev, otrok zajeti. To, kar lahko en psiholog, psihiater, kdorkoli že je, dela je minimalno število, pa še jezika ne zna. Skratka, ne vem, naj mi moji kolegi oprostijo, ampak jaz v te zgodbe ne verjamem v takih situacijah. Drugo so situacije, kot so pri nas, ne. No in pravzaprav gre za to, da poskušaš aktivirati ta socialni kapital v skupnosti. Skratka, da poskušaš aktivirati socialne mreže, to dobro, to podporno v socialnih mrežah, da učitelje vzpodbujaš, motiviraš in daješ neka minimalna znanja, zlasti pa spodbudo, ker se imajo modrost, veste, tudi ta znanja niso ne vem kako pomembna, ampak da nekako aktivirajo te svoje strategije, kako pomagati otroku, da širša socialna mreža, če starši ne morejo, ker so sami prizadeti, da ta širša socialna mreža pomaga, vrstniška skupina, prostovoljci. Jaz sem zelo veliko delala z verskimi voditelji, ki so zelo pomembni. Recimo v Afganistanu smo imeli zelo dober projekt, v katerem smo povabili ljudi iz teh provinc najbolj ogroženih, ker se najhuje stvari dogajajo, in iz vsake vasi je prišlo nekaj ljudi, to je bil imam, to je bila učiteljica, to je bila ženska, ki je med proizvajala, to je bil prodajalec. V glavnem, tisti, ki so pokazali nek interes, in potem v Kabulu smo imeli 14-dnevni seminar za njih, neki tečaj, in potem so odšli nazaj in so pomagali tem družinam, ki so bili kolateralne žrtve ameriških zgodb. No, ampak dobro, zdaj to hočem povedati, da se lahko, da v teh socialnih mrežah je možno aktivirati ogromno modrosti, znanja, empatije, podpore, pomoči, in pravzaprav to je nekako vodilo. In v bistvu mi kot strokovnjaki delujemo kot neki katalizatorji, kot tisti, ki prinesemo tudi denar, ker rabiš tudi, mislim, za to izvedbo rabiš neka sredstva, se to niso ne vem kakšna, ampak vendarle rabiš, ki spodbujamo, ki damo tudi neka znanja, čeprav kot rečeno, ta znanja s tem se pretirava, ker ti ljudje imajo svojo modrost, imajo svoje strategije in gre za to, da se ojača te strategije. Zdaj želela sem, da v tem pogovoru se čim več usmerimo v konkretne primere, kar smo tudi se. Mogoče še eno vprašanje, preden dam besedo tudi vam, občinstvu, za komentarje, dodatne vprašanja, replike. Na kakšen način potem konkretno bi pa v tej slovenski situaciji lahko delovali v šolah? Verjetno bi neka pobuda morala priti z državne ravni, ali se lahko zanašamo in računamo samo na te latentni humanizem, ki je še vedno ostal v ljudeh. Na kakšen način bi vi konkretno ukrepali, da ne ostanemo na ravni brez moralizma, brez obsojanja, s konkretnimi Ja, a veste, mislim, v današnjem svetu pač ta, kot ti praviš, latentni humanizem ne zadošča, mislim, ker živimo v eni super organizirani družbi in v tem svetu je pač tako, da mora država narediti svoje, civilna družba mora narediti svoje, tako da absolutno je treba organizirati šolanje teh otrok. Tudi se dogaja, danes so že Zavoda za šolstvo zelo panično iskali, iskali neke rešitve, zelo hitro se stvari dogajajo. Skratka, država mora narediti svoje, da bo naredila neke organizacijske okvirje formalne, v katerih se bodo ti otroci šolali, ampak poleg tega pa se mi zdi, da je res zelo važno, da se aktivirajo res tudi mreže, in sicer obe mreži, mreža teh ljudi, ki so tudi begunci, ker lahko ogromno prispevajo za otroke, in seveda slovenske socialne mreže, ki tudi lahko pomagajo.
In se mi zdi, da tako kot so se begunci angažirali, mislim, neverjetno, jaz moram reči, moje globoko spoštovanje do prostovoljcev, ne begunci, prostovoljci so se angažirali za begunce, sem prepričana, da bi se angažirali tudi za intenzivno pomoč otrokom. Če dodam, no, kar sem že omenila, mi imamo dolgoletne izkušnje in tudi rešitve za vključevanje otrok priseljencev in pač tudi otrok beguncev, ker gre za enak status in enake pravilnike in tako naprej. In tukaj so slabe in dobre prakse in tisto, kar mora tukaj država narediti, je gotovo zdaj v tej strašni moralni paniki, v kateri živimo, v tej grozi, v tem strahu, kaj vse se bo zgodilo, mora sigurno spremeniti način, kako govori o beguncih nasploh, ne samo o otrokih. Zdaj, to je čisto utopično, jaz sploh ne vidim možnosti, da bi do tega prišlo, ker se je očitno politika odločila, da je zares za Slovenijo in za nas, kajti to delajo v našem imenu, v imenu Slovencev, da je res najboljše, da v tej deželi nobenega begunca ni. In zato intenzivno in zelo resno in zelo sistematično od prvega trenutka dalje na tem delajo. Torej, če se je v 15 letih sprejelo 2% prošenj za azil, to je, kot vemo, 335 ljudi v 15 letih, ne? Torej, to je ena konsistentna politika, ki, če pogledamo še zadnjih 6 mesecev, ta absolutna groza, v kateri moramo živeti, ne vidim nobene možnosti, da bi se to spremenilo. Tako da pričakujem, da bo zares potrebno to, kar ste vi omenili, mogoče veliko organizacijskega napora civilne družbe, nevladnih organizacij, posameznikov v šolah, ki bi ponudili svojo pomoč, če bo seveda sploh potrebna, torej če bo sploh kakšen človek tukaj ali otrok nastanjen. In da bi tukaj s pritiski in z opozarjanjem na to, da mi imamo pravzaprav en čisto dober, zadosten sistem za enkrat, kako otroke sprejeti, kaj jim nuditi, kje dobijo tečaje tega, onega, tretjega, zakaj morajo biti sprejeti, a ne to tudi vsa zakonodaja to zahteva od šole, kakšne vrste pomoči, slovenski jezik, knjižnice, ljudske univerze, kako se pomaga mamam, to vse obstaja. Ste kdo vprašal za te podatke in stvari strani, recimo, države? Ne, država nič ne vpraša. Saj država bi lahko tudi oktobra v Dobovi lahko drugače organizirala prve masovne prihode, ko vemo, da je bilo pošastno, mislim, to je bilo popolno razčlovečenje. Mislim, če znamo sprocesirati 70.000 ljudi v Planici, bi verjetno lahko tudi par vlakov, ne? Pa približno se ljudje vejo, koliko stranišč je treba postaviti. Jaz vem, da tudi so strokovnjaki, ki vejo, koliko klobas je treba skuhati ali kaj že, no, ne vem, ne, ali kruha narezati. Tako da jaz pravim, res, znanje je tukaj, jaz pa ne vidim, da bi kdo od teh, ki odločajo, ki urejajo, se vprašal ali poklical koga, ki se na to spozna. In ta nesrečni primer s Kranjem je čudovit primer tega, kako je šlo proceduralno narobe. Kako je ena popolnoma dobro misleča ravnateljica dijaškega doma šla vprašati starše, ker se je zdelo, da je to smiselno, ker je seveda potrebno, da se pogovarjamo, ampak proceduralno je bilo to popolnoma narobe. To se mora zmeniti vlada, ministrstva z občino. Občina se mora pol zmeniti s svojimi ne vem kakšnimi sveti ali kar že ona ima, neke službe blazne in potem pride do tega, da se lahko pogovarjamo. Jasno pa je, da ne more odločiti 20 staršev o tem, ali bo 6 otrok nastanjenih ali ne. In tudi ni odločilo. Tam ni bilo nobene procedure. To je huj, mislim, to je slabško, ker ne vem, doma za mizo, ki malo več spijemo, no, pa se probamo kaj zmeniti. Mislim, to ni, a veste, in to so tako
hudi primeri tega, kako se proceduralno sploh prav ne spelje, da nas je prav strah, kaj bo naprej. Če nihče ne zna reči, dajmo se tukaj zmeniti, pol se bomo tukaj, pa bomo šli tudi do staršev seveda, da ne omenjam tega, da je bila ideja, da jih namestijo v prazen dijaški dom, v prazen dijaški dom. Kogarkoli bi vprašali, ki se malo spozna na to, ne samo vas, ki se veliko na to spoznate, bi rekel, kako, zakaj. Ne, to je strašno, v prazen dijaški dom nastaniti otroke. Ampak hočem reči, da ne vidim, kje bi se znanje, ki v tej deželi je, lahko uporabljalo na ravni vlade, na ravni države. Mislim, da ja, v civilni družbi, v nevladnih organizacijah, pa mislim, da ja, in da je bilo to dokazano pri prostovoljstvu in to, kar je bilo na Dobovi oziroma je in na Šentilju in drugje. Morda smo prišli do ugotovitve, da otroci, tudi tisti, ki so doživeli hude travmatske izkušnje, so odporni, rezilientni, če le dobijo priložnost. In morda bi dr. Mikuš Kosova vi morali organizirati kak program psihosocialne pomoči za slovensko vlado, v smislu pomoči proti travmam, ki jih doživljajo ob stiku z drugim. In pač bi bil to ta slovenski model delovanja od skoraj navzdol. Tako zdaj bi pa povabila še občinstvo k komentarjem, replikam, tukaj tudi nekaj drugih ljudi iz prakse, ki so bili tudi na terenu. Samo še nekaj. Absolutno. Ja, se opravičujem. Namreč, tu bi rada dopolnila, a veste, kako se bojo ti otroci, ki so toliko hudega doživeli, kako se bojo obnašali, kakšen odnos bojo imeli do sveta, do človeštva, koliko bojo upali, pričakovali, je v veliki meri odvisno od tega, kaj se z njimi dogaja potem, ko so to preživeli. Obstaja neka krasna raziskava enega danskega pisatelja oziroma strokovnjaka, ki je ugotovil za otroke iz Auschwitza, da pravzaprav to, kaj se potem z njimi zgodilo, ko so bili odrasli, je bilo odvisno predvsem od tega, v kakšnem okolju so živeli po vojni. Če so živeli v dobrih okoljih, če so bili dobro sprejeti, je bila njihova rehabilitacija, mislim, je bila mnogo boljša, so okrevali, so prišli ven iz travme, če pa so živeli v slabih okoliščinah, so pa ohranili potravmatske motnje. Torej, hočem to reči, da je tudi v našem interesu, in to mogoče bi bilo treba vladi povedati res, da ti otroci dobijo neke pozitivne izkušnje o ljudeh, da ne bojo videli svet kot sovražen, kot tisti, katerega se je treba bati ali pa katerega je treba napasti, ker je pač, če ne bo jaz njih napadel, bo pa on in mene. Dobro, smo že začeli s temi pozitivnimi sporočili navzgor. Prosim za kakšne replike, komentarje, vprašanja dodatna. Dr. Marjanca Vižentini, prav tako iz ZRC SAZU. Mogoče bi začela s tem, kar je bilo danes v medijih, sklep občinskega sveta v Logatcu, da otroci ne smejo v osnovno šolo, je protizakonit. Ja? 10. člen zakona o osnovni šoli jasno piše, slovenska šola je obvezna in vsak prebivalec Republike Slovenije ima pravico in dolžnost, da gre v osnovno šolo. Kolegica Mirjam Mihrčič-Hladnik je omenila že nekaj primerov dobrih praks. V Sloveniji je ogromno šol in učiteljev, ki sami prosijo za usposabljanje, sami prosijo za učno gradivo, kar nekaj učnega gradiva je že razvitega. In Slovenska filantropija in Inštitut za izseljenstvo smo razvili že ogromno didaktičnega gradiva, ki je prosto dostopno na spletu in če nas prosijo, ga posredujemo. V teh dneh, pred nekaj dnevi, sem Ministrstvo za izobraževanje poslala seznam tega učnega gradiva. Tako da stvari se odvijajo in imamo, tako kot je rekla kolegica Mirjam, in šole, kjer se blazno trudijo in učitelji res neverjetne stvari delajo, šole, ki bi rade, pa ne vejo kako, in šole, kjer prevlada rasističen diskurs, tako da z vsem se soočamo.
Hvala. Verjetno je pa od reakcije v tem trenutku odvisno, katera od teh tendenc bo prevladala. Zdaj mislim, da bi morali počasi zaključiti, ura je 7. Morda še kakšna sklepna misel obeh sogovornic, ki se jima iskreno zahvaljujem, ker sta delili svoje bogate izkušnje, tako iz teorije kot iz prakse, obe vrhunski strokovnjakinji na svojem področju, kar se je izkazalo, mislim, da tudi v tem pogovoru. Boste dodali še kako sklepno misel? Sporočilo. Mislim, da smo bili vendar jasni. Ja, jaz osebno nisem religiozen človek, ampak ne vem, nekako bolj se mi motajo po glavi ta pravila krščanska, recimo tudi to, ne stori drugemu, česar ne želiš, da bi drugi storil tebi, in mislim, jaz bi samo to rada sporočila slovenskemu narodu. No, vi boste morali zaključiti z nekrščanskim sporočilom, glede na to, da smo ga prej kritizirali. Tako, kaj zgleda, pa ko govorimo, ne, da gre za njih, ampak meni se zdi, da gre v resnici res za nas. Ne vem, v kakšni družbi bomo živeli, če se bo to nadaljevalo. In če ne bomo s skupnimi močmi poskušali res in uspeli v tem, da se obrne in spremeni kompleten diskurs govorjenja o ne teh beguncih, mislim, to gre meni toliko na živce, no, samo še to za konec. Ti ljudje, ti begunci. Pač ljudje, ki prihajajo in bojo še prihajali, ne, in so migranti in so begunci, otroci, odrasli. Ne vem, kaj mi delamo s to moralno paniko, ki jo zganjamo sami sebi, in v kakšni družbi bomo živeli po jutrišnjem. In hvala za pozornost in da ste prišli. Hvala lepa. Hvala tudi festivalu Fabula, ki nas je gostil, zdaj pa 5-minuten odmor pred filmom, ki sledi. Hvala.